Dober dan, to je NN Studio. Čeprav smo sredi poletja, so številke novih okužb s koronavirusom precej visoke, okoli 50-krat više kot lani v tem času. Kaj nas čaka jeseni, kakšne ukrepe lahko pričakujemo, je država na to pripravljena in kako? O tem z vodjo Centra za nalezljive bolezni na NIJZ in tudi novim vodjo nove posvetovalne skupine za COVID-19, gospod Mario Fafangel. Dober dan, dobrodošli. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Včeraj je bilo potrjenih novih okužb 1627, lani na ta dan 73, sedemdnevno povprečje je, kot rečeno, okoli 50-krat večje kot lani. Kakšna je pravzaprav po vaši oceni epidemiološka situacija v Sloveniji trenutno? Lepo ste prikazali, kaj je bilo poleti lani, kaj je poleti sedaj. In kaj nam to pove? Pove, da bolezen ni endemična. Kakorkoli, če moram temu reči, endemična bolezen pomeni, da ima neke valove, ki sledijo neko sezonsko gibanje, ki lahko nekako predvidimo, da poenostavimo zadevo. To pravzaprav COVID še vedno ni. COVID pravzaprav gonilna sila so v tem trenutku nove variante ali pa podvariante, želimo reči podrazličice. Omikron trenutno podpihuje nov val v celi Evropi, tudi po svetu. Nekateri so malo pred nami glede tega gibanja, nekateri zaostajajo, številke grejo gor, ampak značilnosti Omikrona ostanejo. Tiste iste značilnosti, ki so omogočile takrat ob tistem najvišjem vrhu 25.000 primerov na dan, dajmo se spomniti, kaj je bilo, in potem tisti upadec, to razliko med primeri in hudimi poteki bolezni. In to še vedno velja tudi sedaj z BA4, BA5 pod različicami in to omogoča trenutno, da seveda se pripravljamo na vse scenarije, ampak trenutno tudi druge države po Evropi vodimo tega. Torej obvladujemo hude poteke bolezni, skušamo čim bolj ščititi rizične skupine, skušamo tudi, da ne bi bilo to pomišljeno kot neko podivjanje, prekuževanje, tudi z pristopi, ki so pa vseeno nekako bolj sprejemljivi, dajmo temu reči tako, obvladovati tudi število okužb, da bi bilo vseeno ta val čim krajši, pa čim nižji. In to je ta pristop. Drugi scenariji so pa odprti in bojo za posež po njih, ko bo potrebno. In več o tem bova v nadaljevanju povedala. Zdaj minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan pravi, ni izrednih razmer, situacijo imamo pod nadzorom. Podobno ste mi zdaj povedali vi, ampak ker se ljudje vse redkeje testirajo, kako zelo podcenjeno je po vašem mnenju dnevno število okužb? Koliko morda ostane neodkritih, nezabeleženih? Ja, ta ledina gora je težko oceniti. Zato imamo pa druge sisteme spremljanja. Smo jih imeli že prej, izpopolnjujemo jih sedaj. En tak sistem spremljanja je spremljanja resnih akutnih dihal, ki so sprejete v bolnišnice. Tu na NIJZ-ju imamo pač res odličen sistem, ki pokrije vse slovenske bolnišnice in na tem lahko vidimo pač tisto, ki je neizbežno sledi pač okužbam. Neizbežno v primeru Omikrona pa še vedno pomeni, da je bistveno različno, kot v času delte, ko so bile intenzivke polne, sedaj pa niso. Torej, ta način sledili smo do sedaj, se izpolnjuje sistem seveda spremljanja v odpadnih voda, tak dober pokazatelj. Virus v odpadnih voda ni vezan na koliko pač se testira. Tako da nekako testiranje ostane tisto orodje bolj za zaščito, testiranje zaščito posameznika, izolacijo, če ste bolni, ostanite doma, to je ključno in da je tudi zagotovljeno osebam, da so lahko doma. Tako lahko obvladujemo te številke. Kaj pa kaže trenutno ta prisotnost v odpadnih vodah ali odraža stanje, recimo števila okužb? Trenutno v fazi pravzaprav zagona, dajmo reči ponovno, pa z malo drugačno metodologijo. Trenutno je bolj fokus stale na pač vseeno trendi, ki jih vidimo ob testiranju in trendi, ki jih vidimo sedaj v bolnišnicah. Intenzivne enote so pa še eno poseben sistem spremljanja, ki je tudi sedaj ključnega pomena. Zdaj, včeraj zvečer je bil en zaplet s COVID sledilnikom, ki je povzročil kar precejšen vihar, zlasti na Twitterju, kjer ste tudi vi prisotni in ste se odzvali. Zdaj bodo nekaj zadnjih podatkov sledilnika videli tudi naši gledalci. Tale graf je zelo zgovoren, ampak ta zaplet je bil zelo hitro razrešen. Sledilnik včeraj ni dobil podatkov z Ministrstva za zdravje. Vi ste napovedali, da boste urgirali, ampak je vmes že ministrstvo pojasnilo, da je šlo za nesporazum. Torej, kar se tiče sporočanja podatkov, se ne spreminja nič. Kar se tiče sporočanja podatkov, se ne sme spreminjati nič. Ta transparentnost je zdaj toliko bolj pomembna. Zato sem se tudi ob uri, ko sem se igral z Lego kockami pač s hčerko. Ampak je bilo pa pač relevantno. Relevantno je, da ta občutek, da zdaj
ker ni potrebe skrivati podatkov. Zakaj? Podatki morajo biti še bolj dostopni, po 2 letih in pol pričakujemo še lažje dostopni in prikazujemo jih mi na NIJZ-ju, prikazujejo jih pač pravzaprav že kolegi po 2 letih in pol na sledilniku, ne, pa vse ostale druge inštitucije, ki imajo dostop do tega. Mislim, ki je pravzaprav prosto dostopno. Tako da tukaj ni govora, prišlo je do zapleta, zaplet je rešen, sem vesel, da se je rešil pravzaprav tako hitro. Moja zahvala je šla že takoj v prvi fazi sledilniku, pa vsem vpletenim, da nadaljujo tisto delo, ker oni so en vir relevantnih informacij, pač agregirajo, prikazujejo na inovativen način. NIJZ je pa vedno tukaj, ne, da podatke tudi v neki meri pripravlja, deli. Nekateri podatki grejo tudi po drugih kanalih. Krasen agregator, naj gre tako naprej. Ljudje rabijo osebno številke, da lahko upravljajo lastno tveganje. Ne? Zato, ker sedaj, kaj ti pove vse te številke, tisto krivuljo, ki ste pač pokazali. Vseeno pove, da najbolj za skupine, ki so bolj ogrožene, starejši, imunokompromitirani, ampak pravzaprav za vse bi bilo dobro, da se ne okužimo. Jaz, ko vidim tisto krivuljo, si rečem, toliko bolj pazljivo, da v zaprtih prostorih uporabljam masko. Ne? Trenutno je vseeno narediti vse, da se ne okužiš. To je vedno bilo. Lahko pa naredimo to na en pristop, ki je vseeno malček bolj umirjen, za posebno pozornostjo na ranljive skupine. Pa trenutno sploh kakšni ukrepi veljajo? Ne? Kakšna so vaša priporočila poleg tistih klasičnih higiena, kašlja, razkuževanje rok, cepljenje, izolacija, zračenje? Ja, kako mislite poleg klasičnih? To so priporočila, ne? To je to, kar je če še kaj zraven, poleg tega. Ja, gremo skozi, ampak cepljenje še enkrat, z enim poživitvenim odmerkom pravzaprav za celotno prebivalstvo je bilo, ne bomo reči, da ne bomo šli v prevelike detajle, ampak tisto je osnova. Še danes, če odprete pa podatke na strani NIJZ-ja, ker boste najdel pa dashboard, ki vam bo pokazal tveganje za hospitalizacijo po starostnih skupinah. Boste videli, da tam do 60 recimo, to tveganje pravzaprav je izjemno majhno, in tveganje potem v starejših starostnih skupinah, torej za hud potek bolezni, se viša. In kar imate še na NIJZ-ju, sedaj lahko pogledate tudi, kako je to po cepilnemu statusu, vsaj za sedaj je tako. In vidite spet, da necepljeni so tisti, ki imajo največje tveganje. In to se zdaj dogaja. Drugi podatek, ki je relevanten mogoče tukaj izpostavljati, ker reči, ja, vse je v redu, ampak podatki. E-pisari, torej to smo omenila prej, mreža spremljanja hospitalizacij za hudo okužbo dihal v slovenskih bolnišnicah. Kaj nam kaže v tednu, ki sega tam do 26. Te podatki so dostopni do tega dneva. Da pravzaprav sprejemi za akutne okužbe dihal, resne akutne okužbe dihal, so tam okoli 200, malo navzgor zaokrožujemo, celokupno. Tale delež, recimo, ki je pa na podlagi covida, je nekoliko višji, tale pa v porastu. Ampak še vedno številke niso niti približno primerljive s tistimi poletnimi. Poleti ste rekel, koliko je bilo malo okužb, ampak takrat so bile bolnice bolj polne. Dajmo se tega zavedati. Torej, bistveno manj okužb, ampak res bistveno manj okužb. Ampak pritisk, breme, hudega poteka bolezni višje, kot pravzaprav danes. Zdaj, nekaj ste že povedali o teh dveh novih podrazličicah Omikrona BA4 in BA5, ki v bistvu povzročata trenutno stanje ne samo pri nas, ampak po Evropi, tudi svetu. Kaj vse morda ne bi bilo slabo, če poveva, kaj vse že vemo zdaj o njunih značilnostih, so kakšne posebnosti pri simptomih, pri kužnosti, kako nevarni sta ti dve podrazličici? Torej, še vedno gre za Omikron in gre za podrazličnice. In seveda imajo neke značilnosti, ki so omogočile tako, da res grobo predominirajo, nadvladajo nad ostalimi. Kaj to pomeni najprej? To ne pomeni, da so vedno bolj kužne in to je zdaj nek konec sveta enih, ne vem, če se spomnimo, ko sva šla od alfe, pa sedaj do omege, ne pa od wuhanske različice na začetku, da zdaj vsaka je 30krat bolj kužna, pa 50, in da zdaj z neko kužnostjo, ki pravzaprav skoraj človek težko zračuna. Bolj je kombinacija tega, kako dobro se umakne, izmika našemu imunskemu sistemu. In to je te največja prednost teh dveh podrazličic. Ne neka širša kužnost, da bi to v zraku bilo drugače. Trenutni podatki bolj kažejo na tem ravno izmiku predhodne imunosti, ampak kaj? Za blag potek bolezni se izmika. Ne izmika se pa za tisto imunost, ki si jo dosegel s cepljenjem in s prebolevnostjo za hud potek bolezni. In to je ključna značilnost tega Omikrona in zaradi tega se tudi svet, saj ne samo Slovenija, pogledajte, kakšni pristopi veljajo drugota, pravzaprav spopada na takšen način. Dokler
pač so to značilnosti in dokler je ta podrazličica tista, ki prevladuje, tista, ki se tako obnaša. Ko bojo novosti, bo potreba pa pač seči po drugih scenarijih. Zdaj, o tem je pisal tudi imunolog dr. Alojz Ihan v posebni odlični kolumni za N1. Dal je dober, zanimiv naslov Omikron, saksofon, mesec, kontrabas. Pisal je seveda o tem, da je imunski odziv pri teh podrazličicah Omikrona bistveno manjši, kratkotrajnejši in da s tem virus na razpolago za širitev dobi domala vso človeško populacijo. In zdaj citiram: "S tem pa smo dobili virus, ki lahko v 2 ali 3 valovih letno okuži večino ljudi. To je pojav, ki je epidemiološko nekaj povsem novega in v tem trenutku ni epidemiologa in še manj infektologa, ki bi si upal trditi, da je tak način življenja z virusom dolgoročno zdravstveno vzdržen." Kakšen način življenja ali pa, če rečem drugače, plesanja z virusom je torej vzdržen po vaše? Ja, krasne besede, kot ponavadi profesor Ihan. In kako ste rekel, odlična kolumna na N1. Kar je pomembno vedeti tukaj je, da pri ponovnih okužbah je še precej neznanka, ne, bodimo iskreni. In vseeno, zdaj se generira pravzaprav tako, toki mišljenja so različni, v strokovnih krogih se to enostavno podebatira. Veš, se ponavadi poda neznanke in vsi vejo, da eno trdno stališče ali pa drugo, vse ima pač pro et kontra, ne, pluse in minuse. Zdaj tako razlagati pa prebivalstvo vse te neznanke, ne, in trdno, vehementno trditi recimo okoli reinfektov zelo neko velika gotovost, da zagotovo se bomo prekuževali, eni trdijo tudi, da bi se lahko, ne vem, na 2-3 tedna kar neprestano prekuževal. To ni strokovnih osnov, da bi se to trdilo, ne. Pač ja, ponovne okužbe so opisane ponavadi ali anekdotno ali pravzaprav v drugih, dajmo reči, v sporadičnih primerih, kjer ponavadi so tudi druge težave z imunskim sistemom osebe zadaj, da so tako pogoste. Tako da še vedno velja sledeče. Imunost za hud potek bolezni drži, še vedno drži, ker to vidite po številkah, ne, še enkrat. Ob takšnem številu primerov, če ne bi držala ta zaščita, ja, pravzaprav bi bile bolnice v čisto drugačnem stanju in enote intenzivne terapije tudi v čisto drugačnem stanju, kot so se opravičujem, tudi če sem poživitveni odmerek prejel že več kot pol leta nazaj. To je pa študija objavljena tudi strani NIJZ-ja, oziroma ekipi na NIJZ-ju, vodila je nacionalna koordinatorka cepljenja, dr. Marta Grbič-Vitek, in imate eno lepo raziskavo tudi na slovenskih številkah. Je tudi študija v New England Journal of Medicine and Respiratory Disease, se mi zdi, ki je pokazala, da po 3 mesecih, naša študija kaže tudi, da do 6 mesecev v vseh starostnih skupinah ni pomembnega waninga, to pomeni ni pomembnega upada zaščite proti hudem poteku bolezni. In to je bila narejena študija smo jo naredili v času Omikrona. To je najbolj pomembno, mogoče sedaj komunicirati. No, saj veste, na začetku se je upalo, da bo cepivo, lahko provokatorno rečem tukaj, ne, ker je bilo tudi takrat ena afera, ne, kako je bilo sterilizantno, da se reče. To pomeni, da veš, ni virusa. Takrat je bilo zlorabljena ta beseda za ene druge spet za generirati preplah, ne. Ampak upali smo torej, po domače povedano, da preprečuje totalno okužbe, ne, in s tem tudi nadaljne prenose. Zdaj smo v drugi fazi. Še vedno dobro ščiti proti, pravzaprav, in to je enostavno, tisto, kar cepivo mora narediti, ne, prepreči, da hudo zboliš. To dela. Tisti, ki so 3-krat cepljeni, imajo odlično zaščito proti tem. Tisti, ki so imunokompromitirani, že sedaj se jim svetuje že drugi poživitveni odmerek. Zdaj v kratkem bo sestajala tudi posvetovalna skupina o cepljenju. Profesor Ihan je tudi vodja, to je spoiler, a ne? Ja, seveda. Seveda v naši delovni skupini na področju cepljenja, nobena skrivnost, je jasno, da je z nami zaradi ekspertize in znanja, ki ima na tem področju. In seveda se bo videlo, kako še naprej usmerjati priporočila za drugi poživitveni odmerek. Ponavadi se sliši, da se govori o 4. odmerku, ampak ni vedno 4. Drugi poživitveni odmerek je bolj primeren izraz. Pa se morda v tem času že nakazuje kakšna nova podrazličica? Je možno govoriti, kaj se bo z virusom dogajalo zdaj do jeseni? Ena nova podrazličica se nakazuje, ampak je tudi WHO dal en statement, mislim, da včeraj ali dan prej, ampak ni še dovolj informacij za komentirati, kako bi delovala glede imunskega pobega ali kako bi delovala glede hudega poteka bolezni. Tako da tole je sedaj tisto, s katerim se še vedno pa bi šlo za eno novo podrazličico Omikrona. Ali res višje številke zdaj poleti pomenijo manj okužb jeseni, ker bo večja prekuženost?
to tisti, ki se ukvarjajo z modeliranjem poteka epidemije, konkretno Matjaž Leskovar je omenil to možnost, da bi to dejansko pomenilo to. Možno je, kot vedno pri modelih. Gospod Leskovar pač vse ima izkušnje, mislim, da to tudi že zadnje 2 leti in pol pač modelira in ve, da so plusi in minusi. Še enkrat tam, mogoče tudi enkrat je bilo nekaj trditev o endemičnosti, tole ne, ampak glede tega pa, da bo blažje odvisno. Če virus ostane takšen, kot je, ta podrazlična predominantna, lahko je, ker boš imel boljšo zaščito tako proti okužbi, kakor proti hudem poteku bolezni, ki še vedno imaš. Če pride nova podrazličica, ker je imunski pobeg drugačen, bo drugače. Ampak seveda, to, da je pool imunosti prebivalstva višji, je po eni meri dobro potem za naprej. Ne moreš pa trditi, kako bo tole vplivalo. Še enkrat, trenutno se vidi, ni nekega sezonskega gibanja, tudi tole precej to epidemiološko razmerje, ki se bolj na odprtem prostoru malo pomaga, ponavadi za omejevanje respiratornih okužb, ne pa pravzaprav čisto kompletno pri covidu, kakor vidimo vsak dan. To pomeni, da je ta driving force, ta gonilna sila je bolj podrazličica, ali pa nova različica, ki se nekako našemu imunskemu sistemu izmika. Zdaj, če usmeriva malo pogled v jesen, ko ste bili skupaj na novinarski konferenci z ministrom, z gospodom Erženom, ste nekako vsi skupaj rekli, da jeseni hujšega ne pričakujete, verjetno na podlagi tega, kar sva ravnokar povedala, ampak kaj to pomeni konkretno za ukrepe? Kateri scenarij ukrepov je trenutno najbolj verjeten? To tudi ljudi seveda najbolj zanima. To je jasno, tudi pa tudi med mogoče jih malo naprej napovedane. Se smo že rekli, se mi zdi, to smo pa rekli javnosti, da bo nova posvetovalna skupina predstavila nekako te scenarije in ukrepe z njimi povezani v sredini avgusta. To je bilo rečeno in zdaj smo trdno na delu na tem. Dajmo tudi razumeti, da skupina se je sestavila en teden nazaj, smo imeli ustanovitveno sejo in zdaj pravzaprav smo razdelali delovne pakete, ki so v finišu sedaj finalizacije, bojo predstavljene naslednji teden s člani in vsem v detajlu in pravzaprav zdaj se pa lotimo scenariju. Jaz, kar lahko danes tukaj naredim, tudi prejudicirati delo skupine je zelo nehvaležno, pa tudi nefer do kolegov. Ampak nekaj informacij ali pa javnosti lahko pa vseeno podava danes. Scenarija pravzaprav 2. Eden je tisti osnovni, tisti scenarij, v katerem pravzaprav živimo sedaj. To pomeni omikron podrazličica BA4, BA5, nekako hudi poteki bolezni še vedno so nesorazmerno nizki v primerjavi z okužbami, torej fokus je preprečevati hude poteke bolezni, zaščititi rizične skupine in zmerno, ampak vseeno pomembno, zmerno vseeno omejevati število okužb, ker še vedno je vseeno pandemija v svetu. Ni zdaj to normalna sezona kar tako. In tukaj je paket takšen, ki je tistih 5 ukrepov, ki smo jih pravzaprav šli danes že skupaj skozi poudarjenih. Sem prepričan, da skupina bo dodala še malo širši paket, pa tudi bo dodala, veste kaj, sistemska priporočila odločevalcem. Ker če jaz vam rečem zračenje, ja, ampak koliko je v kontroli samega posameznika kakšenkrat zračenje v nekem prostoru? Ni, Tako da treba mogoče pomisliti sistemsko in taka priporočila bojo tudi segala v kakšna sistemska predloge, ne posamezniku, ampak tisti, ki res lahko odločajo in kaj naredijo, da je tole pač nekako dostopno ali boljše organizirano. Da taki sistemski pristopi v prvem scenariju. Drugi scenarij pa pomeni tisti scenarij, kjer je to breme za hude poteke bolezni ali kakšne nove značilnosti virusa, predvideti ne moramo vse, lahko se pa pripravimo pravzaprav na vse. Je pa scenarij, kjer bojo ukrepi spet ali pa priporočila spet bolj fokusirana na preprečevanje okužb. Tukaj le pa, kaj lahko pričakujete, me boste vprašal. Ne moram narediti seznama in se izstreliti izven skupine. Ampak lahko pa poveste, se opravičujem, česa ne bo? Česa zagotovo ne bo? Česa zagotovo ne bo? Recimo. Kaj pa, če bi rekla... Policijske ure ne bo, zapiranja v regije, v občine ne bo? Ali bo? Ali je možno? V scenariju 2 z omikronom, kakor ga poznamo, to ni eden izmed ukrepov, ki bi imel pravzaprav smisel. In tako da take strahove po 2 letih in pol vsega tistega, ki je bilo za nami, pa brez da bi delal, revizionizem za nazaj. Epidemiološka slika je bila kompletno drugačna.
Pristopi so bili drugačni. Šli smo pravzaprav tudi v začetnih fazah, se je šlo tudi Svetovna zdravstvena organizacija mislila, da bomo šli na COVID-0, vseeno, da se bojo zadeve pravzaprav širjenje res ustavilo, containment, faza zajezitve in zamejevanja. Zdaj smo pač v drugem pristopu, kjer takšni epidemiološki pristopi niso smiselni. So smiselni drugi, še vedno, ki morajo pa slediti na tisto, ki se je dokazalo kot učinkovito. En takšen, ki mogoče ni najbolj všečen, ampak dejansko je vseeno se izkazal v modelih kot nekako učinkovit, je vseeno tiste, ko je res hudo, množična združenja v zaprtih prostorih. To pač je vsakem izmed nas jasno, da tisto je potencial za nekako intenzivno širjenje. Ampak tisto bo trenutek, ko je potrebno močno omejevati širjenje okužb. Tole ni sedaj najbolj verjeten scenarij, je vseeno, da bi se lahko šlo čez tudi jesen, v scenariju 1, kjer nekako dodatna komplikacija za zdravstveni sistem bi lahko bili drugi respiratorni virusi, ki nekako dodajajo breme, ampak le ste tudi slišali, je tudi druga skupina, dr. Jereba in ostali, ki se pa ukvarja intenzivno s kapacitetami v zdravstvu. To presega pač mojo znanje in domeno, ampak je zelo pomembno. Gre z roko v roki. Ne moreš obvladovati na takšen način, vkolikor zdravstvo ne bi zmoglo. Ampak če govoriva o scenariju 1 in vsi upamo, da bo ostalo pri scenariju 1, seveda, bodo to res potem samo priporočila in neobvezni ukrepi. Karkoli pač že bo veljalo, bodo to zgolj in samo priporočila. Zame priporočilo obvezno, veste, to je isto vprašanje, ko se ga dobim neštetokrat na področju cepljenja. Mislim, pomembno je kot pri cepljenju, meni je pomembno kot epidemiologu visoka precepljenost. Meni je pomembno kot epidemiologu, da vidim, da ljudje imajo dostop do tega ukrepa in da s tem ščitimo pač njihovo zdravje. Po vsej verjetnosti skupina bo pač odločala, bo glasovala, imamo sprejet poslovnik, mora biti vsak delovni paket ima svojo skupino in bo mogel imeti, dajmo reči, sklepčnost, bojo glasovali in pač večina stroke se bo pač odločala, kaj bo in kako bo. Ste si videli pristop pa v javnemu zdravju v tem trenutku s tako epidemiologijo bolezni in v tem scenariju, ja, to so priporočila. Ampak mi moramo pa narediti nekaj več, da to priporočilo res, ga lahko vsak od nas izvede. Brezvezno je priporočilo tisto, ki je neizvedljivo strani posameznika. Omenil sem vam zračenje, ampak je treba tudi še kaj narediti in skupina se bo trudila na tem. Cepljenje tudi je na voljo, ampak vseeno se vidimo dezinformacije, dvomi, tukaj le pomagate pač objektivni mediji, ki razbivate te mite in te nekako hitro kot požar krožeče dezinformacije o cepljenju. Tukaj je treba narediti več. Vem, kaj je sekira maska, sekira obveza po maski in takšne zadeve, ampak gledajte, trenutno je priporočilo. Poslušal sem, berem komentarje na Twitterju, tiste osebne napade in grožnje, tiste človek spregleda, ampak tiste so pa konstruktivne in ta trenutna skupina je eminentno multidisciplinarna, gleda tudi ne iz zdravstvenega vidika, tudi iz drugih vidikov to, kar dogaja. Masko sem se kar sposodil idejo in jo posvojil. Je zelo pomembno, da imaš v žepu, če jo hočeš uporabiti, ko prideš v natrpan, zaprt prostor. In tle mogoče je treba pomisliti tudi z drugimi deležniki, kako narediti, da bi ratala ta uzanca, da imaš masko v žepu. Kako lahko na ne preveč obremenjujoč način ali pa ne preveč grozeč način vseeno nekaj naredimo, a je to promocija ali je to kaj drugega, da imaš vseeno to masko v žepu. Tako da ko boš prišel v situacijo, ko si v natrpanem prostoru, to se je meni dogajalo zdaj na zadnji službeni poti. To je bil pa pot ECDC v Pariz, ampak ravno to, več oseb si videl, ko nekako to je ponotranilo. Pri nas pa samo tu in tam, kar lahko rečem iz... Malo čudno te gledajo kakšenkrat. Ja, včasih tu in tam kakšnega vidiš v trgovini ali kje drugje, sicer pa bolj kot ne, ampak maske ljudi ravno najbolj zanimajo. Tudi sami ste rekli, Zdaj premier Golob je zelo samozavestno napovedal, da jih v šolah ne bo. Kaj pa maske v drugih zaprtih prostorih, zlasti zdravstvenih ustanovah, pa tudi trgovinah, bencinskih servisih, v notranjosti lokalov, bo to, jeseni lahko spet naša realnost? Jaz lahko povem, da ste izpostavili šole. So bile velik, ne kamen spotika, ampak pravzaprav zelo ključno področje, na katerem je bilo zelo pač težko,
najti pravo ravnotežje. Ne? Povsod po Evropi so se nekako trudili, pristopi so bili ekstremno drugačni. Ne? Govorim o maskah pri vseh, tudi recimo v Italiji, pri moji temali v vrtcih oziroma vzgojiteljce v vrtcih in tako naprej. Ne? Tako da vsak se je lotil na drugačne načine. Mislim, da zdaj smo prišli do spoznanja, da v šolstvu to ni pravzaprav tisti ukrep, ki je sprejemljiv. Vedno tehtamo, tehtamo, kako zaščitiš in pač tudi sprejemljivost in implementacijo in vso ostalo škodo. V šolah je primarno zračenje po vsem vidiku in takšen je tudi pristop, ki si bi ga jaz, zdaj pa moram iz vloge vodje posvetovalne skupine biti sam kot Mario epidemiolog, ker ni fair, da to nalagam skupini ali kakršenkoli pritisk. Jaz mislim osebno, da je ta pristop zračenja tisti te pravi za šole. Drugi strokovnjaki, ki so eksperti, še bolj kot jaz na področju higiene, pa pravzaprav šolstva in tako bojo še boljše dopolnili zagotovo to mnenje skupine. Če mene vprašate, je to tista prava pota. In na takšen način se bomo odločali. No, tukaj imate tudi tveganje v otroci, ker še nekaj, če damo kakšno lepo novico danes, da kljub visokemu številu okužb mlajši so imeli vedno majhno verjetnost, ne dajmo reči za hud potek bolezni. Eno med bolj relevantnimi problemi je bil tisti MIS-C, tista inflamatorna bolezen, ki se je dogajala. Tudi ta je sedaj pravzaprav izjemno nizka, kljub temu številu okužb tudi drugod po Evropi. To pomeni nekako to tveganje, ki imajo mlajša populacija pri covidu je nekako bistveno manjše sedaj in zato tudi ukrepi morajo biti sorazmerni in sprejemljivi, ampak še vedno namenjeni za zaščito zdravja najmlajših. To mora biti. Kaj pa maske drugod? Maske drugod v trgovinah. Ja, ne morem reči tako. Tukaj le še enkrat, se upravičujem, če se ponavljam, mora biti ta preambula. Preambula je Mario epidemiolog, sedaj govori. Jaz mislim tako, mislim, da bi mogli rangirati, pa tudi tukaj si sposojam ene ideje, ki so mi bili blazno všeč. Mogla bi biti eno rangiranje po smiselnosti. Tam, ker so najbolj ranljive skupine, in tam, ker je glede samega, torej glede skupine, ki se tam nanaša in glede same tveganja vezanega na okolje. Zaprto, slabo prezračeno, tveganje više za okužbe ali pa bolj tvegano zaradi tega, ker so pač največkrat najbolj ranljive skupine tam. No in iz tega kaj izhaja? Iz tega izhaja pravzaprav ena skaleta. Jaz se bom mogel gospodu Trohi pravzaprav zahvaliti, zato ker razmišljanje se mi danes po noči, potem ko sem razmišljal o teh idejah, nekako skristaliziralo. Gre od čakalnicah, zdravstvene ustanove na splošno, to je jasno. Javni prevoz, bistveno smiseln, tudi danes še marsikod po Evropi ostaja pravzaprav obveza, če smo čisto iskreni. In potem gremo lahko dol po listi. Zdaj, kje in kdaj je lahko kaj obvezno, stvar razprave skupine. Za sedaj je še priporočilo. Upravne enote, trgovine in navzdol. Kakšni so bili vaši pogoji, da ste sprejeli vodenje te posvetovalne skupine? Iz nje, ne iz iste, ampak iz tovrstne skupine ste dvakrat do zdaj že izstopili. Zelo krasno. Na mestu vprašanje. Zato, ker ta zadeva spada sedaj v neko drugačno, nekrizno delovanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In enostavno hodi z roko v roki s predstojništvom Centra za nalezljive bolezni. Zato, ker tukaj le izhaja. Pravzaprav v teh delovnih paketih, ki bojo v tej skupini, delovnik paket 1, spremljanje epidemiologija, spremljanje in odzivanje, to je pravzaprav epidemiološki kolegi, ki je prej, se veste, moja mnenja so bile dana, naša mnenja epidemiološkega kolega so bile podana izven, nekako skupini predana, zdaj pa pač to znotraj skupine. Tako da vzvodi so enostavni. Sedaj nekako zadeve se obvladujejo v sistemu, v katerem, ki je bil namenjen za to. To je pravzaprav NIJZ, in multidisciplinarnost pa je pod našim okriljem. Tako da to je tak primeren izziv, je pa pravzaprav različno od prej. Pa ne za kritično gledam, jaz sem pač hvaležen vsem izkušnjam in vsem sodelovanjem in vsem kolegom, s katerim sem bil v obeh delovnih skupinah in mislim, da so svoje delo izdelali pač profesionalno in primirno na tistih težke čase, ki smo dali skozi. 2 leti in pol, ki je bilo res groznih. Zdaj je pač pot drugačna, epidemiologija je drugačna in zdaj ta sistem je drugačen. To zdaj ni 11 oseb v tem jedru, ki bo pravzaprav res razpravljalo o vsem, sistem je večji,
tudi omogočeno, da je večji, kar je znotraj inštituta, kot je NIJZ, si lahko privošči delovne pakete, ki so bolj fokusirani, higiena, cepljenje, nalezljive bolezni, šolstvo, in tako naprej, kjer lahko pravzaprav še širša paleta strokovnjakov, komunikacije, ker so družboslovci, dan podjet vodi tisti delovni paket. Pravzaprav si lahko privoščimo to širino in en pristop, ki je drugačen, zato ker vseeno hodimo v to, da moramo najti ne pristope sedaj, ki niso pristopi, ki so primerni v kriznih razmerah, ampak so pristopi, ki so primerni za eno dolgotrajno spopadanje z virusom. Kako pa bo potekalo to podajanje priporočil ali pa nekih usmeritev vladi in kaj, če jih vlada spet ne bo upoštevala? Odločevalci lahko naredijo in je pravilno, da naredijo, kar bojo presodili, se bojo odločali s podatki, ki jih bojo imeli na voljo. Jaz mislim, da zdaj je bila narejena zelo dobra ločitev najprej med skupino, ki bo se ukvarjala z organizacijo zdravstvene dejavnosti, je bila predstavljena včeraj, na Ministrstvu za zdravje, in to je skupina, ki vodi profesor Jereb, in ta skupina bo vodila organizacijo zdravstvene dejavnosti od primara, sekundara, terciara, DSO-ju, razumete, to so tista navodila, vse tiste zadeve, ki se imenujejo z organizacijo zdravstvene dejavnosti in so ključna, da jih teren dobi, da lahko dela. In si je jasno ločeno od te posvetovalne skupine, ki bo pa pripravljala priporočila, ker tehnična skupina lahko naredi le to. Priporočila, ki jih bomo utemeljili, zglasovali, utemeljili s strokovno podlago in dali v tem primeru v skupino NIJZ, Direktorat za javno zdravje, ker bo pripravljeno še v obliki primerni, da se odločevalci potem lahko odločajo. In to bojo, ampak razlika. Kot vedno se pričakuje tudi od odločevalcev, da bojo potem utemeljili. To smo sprejeli, to nismo sprejeli in mislim, da prebivalstvo si zasluži potem še to nismo sprejeli zaradi tega in tega in tega. In ne me razumeti narobe. Njihova odločitev je lahko kakšenkrat pravilna, kakšenkrat napačna, ampak je pravilno, da ta mehanizem obstaja. Zato, ker pravzaprav vseeno, kljub tej naši multidisciplinarnosti, so aspekti, ki jih vedno odločevalci, vlada ima, v kateri mi nimamo vpogleda. Gre za druge aspekte, medresorsko usklajevanje, druga ministrstva, od gospodarstva do državne varnosti in tako naprej. Nacionalne varnosti. Če se še malo vrneva k cepljenju, nekaj sva že povedala, ampak vendarle me zanima, koliko je smiselno cepljenje z obstoječim cepivom, glede na to, da še ni prilagojeno na te nove podrazličice. In da v bistvu še ne vemo, kdaj bomo sploh imeli ta nova cepiva, ki pa bodo, seveda razvijajo jih. Mislim, da na ljudeh še niso preizkusili do zdaj. Prilagojena cepiva? Da. So. Tudi že? Ja. Prihajajo, ampak odgovor je zelo enostaven. Da, smiselno je, če niste še cepljeni. Tveganje pri necepljeni populaciji ali tisti, ki nima vsaj enega poživitvenega odmerka, je najvišje. In seveda, če pogledamo zdaj sprejeme, starostno strukturo sprejemov zaradi akutne okužbe dihal, starostna struktura je 75+ v zadnjem tednu. Te so tisti, ki končajo bolno. Toda tista skupina najbolj ranljiva, ki se še ni cepila z bazičnim cepljenjem, torej z osnovnim cepljenjem, v katerem jaz prištejem tudi poživitveni odmerek, ne čaka zdaj na neka poživitvena odmerka. Če niste bazično cepljeni, pogledajte krivulje in vam je vse jasno. Sedaj se je zacepiti, zato ker vseeno hočeš biti zaščiten proti hudem poteku bolezni. Tisti, ki pa imajo, ki so cepljeni z poživitvenim odmerkom, sedaj ni čas za dodatne odmerke. Tudi priporočila posvetovalne skupine za cepljenje niso takšna sedaj. Torej, zdaj nekaj čakata, ni smiselno. Pomembno je, da trenutna cepiva, orodje, ki ga imamo danes na voljo, izjemno dobro, podatki smo rekli, študija Eurosurveillance NIJZ ali pa druge mednarodne revije, izjemno dobro ščitijo proti hudem poteku bolezni in tudi ta upad imunosti po 3-6 mesecih pravzaprav je not substantial, ne pomagajte mi. Neopremljivo. Ni relevantno, ta magnitudo ni visoko, zelo malo, pravzaprav ostane na zelo dobri ravni. To je smiselno, kar sem ga hotel povedati. Razumem.
Koliko odmerkov obstoječih cepiv pa bo šlo v nič, ker jim bo pretekal rok uporabnosti, ali imamo morda o tem kakšne podatke? Zagotovo te podatki so na službi za preskrbo s cepivi. Jaz s temi podatki danes ne razpolagam. Bi pa želel povedati, da neke zadeve niso sam problem Slovenije. Ne? Hodijo z roko v roki s pristopom, ki smo ga vedno imeli, da poskrbimo najprej za bogate države, ne? In za drugot pa nekako nas ne zanima, kaj se dogaja. Ne? Covid je globalni problem, na te zadeve velikokrat ne pomislimo. Ene države so zdaj zelo, dajmo reči, se mi zdi zelo fajn, kako imajo velike zaloge cepiva proti črnim kozam, dajmo reči, opičjim kozam, ki se uporabi. Kdo se pa vpraša, zakaj to cepivo je bilo sedaj v nekih državah, v nekih skladiščih in ni bilo uporabljeno v Afriki, kjer je bolezen endemična? Taka so vprašanja, ki so bolj relevantna. Ja, in s temi vprašanji smo se v bistvu ukvarjali, se mi zdi, da predvsem v zadnjem letu, pa bi se lahko še bolj. Kako bi, zdaj greva proti koncu, kako bi na upravljanje z epidemijo vplival dopolnjeni zakon o nalezljivih boleznih, pri katerem ste sodelovali tudi vi? In kaj zdaj pomenita, ker dve referendumski pobudi imamo, del civilne družbe in tudi politike bo zbiral podpise, ali to zdaj ta, bom rekel, še en zastoj, kakorkoli vpliva na upravljanje epidemije vnaprej? Ok, dva komentarja tukaj. Sodeloval, v smislu NIJZ je pač civilno inicijativo videl, se mi zdi, te izdelke, pa smo podali neke komentarje, veliko centrov, veliko oseb, direktor je bil, to je v tem smislu zagotovo, če lahko to interpretiramo, da sem seveda sodeloval. Zdaj pa tako, jaz vam bom podal en mal širši epidemiološki vidik tega. Narobe je, da zdaj mi gledamo ta zakon kot prizmo covida. To je sprevrženo. Zdaj, ta zakon in vse težave, ki nekdo vidi s tem zakonom, so samo čez prizmo covida. To pomeni maske, da se nikoli več ne bojo zgodile zaradi covida, to, da se nikoli ne bo zgodilo. In omejeno gledamo, da naslednja nalezljiva bolezen, s katero se bomo spopadali, bo covid. Torej, otrokom se ne sme to zgoditi, to se ne sme zgoditi, to se ne sme zgoditi. Vsaka država globalno, na globalni ravni rabimo orodja, da se bomo odzvali na naslednjo porajajočo nalezljivo bolezen, ki se bo zgodila. In verjamte mi, se bo zgodila. To ni strašenje. To je samo zaradi invazije, ki jo delamo v naravo, odžiramo prostor naravi in te preskoki na človeka so vedno bolj pogosti. Naslednja nalezljiva bolezen bo, koliko se bomo zdaj razmišljali, cel zakon spisati na podlagi covida, bo nekaj čisto drugačnega. Mogoče bo nekaj bolj sličnega, je bolje, Mogoče bo smrtnost pravzaprav 40%, mogoče bo najbolj prizadela otroke. Okay? Kaj bomo pa takrat naredili, če zdaj bomo vse ukrepe pisali v smislu, da se to in to ne bo zgodilo? Rabijo varovalke, da je pač zadeva ustavna, kakorkoli že, zagotovo, ampak iz vidika epidemiologa pa rabimo orodje, ki bo prilagojeno na tisto nalezljivo bolezen, ki ne bo covid. To ta dopolnjen zakon ni. Ta dopolnjen zakon, ki je bil zdaj sprejet, je pač pisan bil na covid, kot ste rekli, a ne? Ne vem, če je bil pisan na covid, ampak kritike, ki izhajajo pa najbolj iz vidika covida. To je pa zagotovo, pravzaprav transparentno. To, kar se vidi tudi meni kot epidemiologa zanimajo tudi druge zadeve, ki so v ZNB-ju, v eni celoviti prenovi ZNB-ja. Povezovanje baz podatkov je nekaj, ki čakamo že vrsto let. Ves pristop glede antimikrobnih rezistenc, ki je tudi ena zadeva, s katerim se bo človeštvo soočalo v naslednjih letih. Veste, ni vse v tem členu in kako se bo ukrepalo v primeru nekaj, ki je zelo slično covidu. Tako da jaz upam, da se zadeve razrešijo na ravni legislature in da epidemiologi in ostalo zdravstvo imamo orodje, s katerim lahko utemeljeno predlagamo pristope, ki omogočajo obvladovanje te nalezljive bolezni, one druge. To je edino, kar je Ministrstvo za zdravje je v bistvu napovedalo, da bo šlo takoj v pripravo novega krovnega zakona, torej ne samo, da se pač popravlja te člene, ki so bili dejansko spoznani za neustavne na Ustavnem sodišču večkrat, a ne. Pač zdaj ta sprememba je, kakršna je, v bistvu kot začasna rešitev in verjetno boste vključeni v pripravo novega
celostnega zakona o nalezljivih boleznih, ali ste že? Mislim, da bo delovna skupina, kot je vedno bila v teh letih narejena na ravni Ministrstva za zdravje in da bo vključeni številni strokovnjaki, ker samo tako se bo lahko naredilo en zakon za nalezljive bolezni, ki bo tudi pripravljen za bodoče. Veste, jaz vam lahko povem milijon detajlov, ampak pravzaprav vse se premika. COVID smo videli, kako je postavil na glavo potrebo po ažurnih podatkih, kako spremljanje nalezljivih bolezni ni nekaj za države v razvoju, ampak ki mora funkcionirati tudi tukaj in ki je bilo podhranjeno. Center za nalezljive bolezni pravzaprav desetletja podhranjen in tudi sistemi z njim povezani. In pravzaprav mora biti torej nekaj agilnega. Jaz upam, da bomo in verjamem, da bomo lahko sodelovali v tej ekipi, da bomo lahko pripeljali ZNB tam, ki mora biti. Ja, pripravljen bi bil do naslednjega poletja. To so neke prve napovedi z Ministrstva za zdravje. Še zadnja stvar, tudi glede posodobitve zakonodaje, recimo delo od doma. Tudi tu ni zakonodaja povsem ustrezna. Vi ste ves čas, še v času prejšnje vlade, opozarjali, da je to tisti ukrep, ki bi bil zelo koristen. Ali je tu morda, da veste, načrtovana kakšna posodobitev? Je to sploh med prioritetami vlade? Zdaj v državni upravi je navodilo o delu od doma zdaj nedolgo nazaj vlada kar odpravila. Komentar tukaj lahko samo en delo od doma je tudi med tistimi 5 alinejami, ki sem jih izpostavil tudi že na prvi tiskovni konferenci, je nekaj, ko bomo zagotovo se v skupini pogovarjali. Jaz kot epidemiolog vlogo dela na domu tam, kar je možno in omogočanje le tega, kakor isti koncepta nekako vam rečem za, če si boln, bodi doma, in da se omogoči izolacija, je pravzaprav relevantno. Tako da priporočila strokovne skupine se bojo zagotovo dotaknile tega aspekta in bojo šle potem odločevalcem za nadaljno odločanje in ureditev zakonodaje. Bomo pa videli, kaj bodo pripravili, kako bodo to urejali. Za danes pa gospod Mario Fafangel, najlepša hvala za vse te odgovore, pojasnila, verjamem, da so ljudje zelo pozorno poslušali. Hvala še enkrat za vaše gostovanje. Hvala vam in hvala vsem, ki so poslušali. In seveda želimo si vsega najboljšega za jesen. Tako pa prijetno poletje, ne še prej. Tako, tudi vam hvala še enkrat. Hvala pa tudi vam seveda za vašo pozornost. Če ste morda začetek te oddaje zamudili, bo kmalu v celoti na voljo na naši spletni strani nnainfo.si. Studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.